Lepo pozdravljeni. Kot je bilo že omenjeno, bo moja predstavitev, ki bo v prvem delu, predvsem v navezavi glede ukrepov kmetijske politike v letu 2014, zlasti kar se tiče neposrednih plačil in pa zakonodajnega dela. V drugem delu, ko bo predstavila kolegica gospa Alenka Šesek, se bo pa predstavitev navezovala predvsem na program razvoja podeželja. Torej, v začetku bi predstavila nekaj v zvezi z analizo ukrepov iz leta 2013, potem prioritete, ki jih imamo v direktoratu oziroma na ministrstvu za letošnje leto, katere ukrepe kmetijske politike bomo v letošnjem letu peljali, katera pomembna zakonodaja se sprejema v letošnjem letu in pa nekaj več o samem modelu oziroma o poteku izbire modela za neposredna plačila, ki nas čakajo v novem obdobju, torej od leta 2015 do 2020. Torej, za neposredna plačila smo v letu 2013 namenili 139 milijonov evrov. V lanskem letu je bilo prvič, da so bila neposredna plačila v celoti krita strani Evropske unije. Verjetno pa se spomnite, da smo v preteklih 6 letih sofinancirali tudi iz slovenskega proračuna, tako imenovana dodatna nacionalna doplačila. V lanskem letu je število zbirnih vlog oddalo nekaj več kot 57 tisoč kmetijskih gospodarstev, ki so obdelovali nekaj več kot 416 tisoč hektarjev kmetijskih zemljišč v uporabi. Tako smo konec leta 2013, glede na razpoložljiva sredstva, ki smo jih imeli konec leta, tistim kmetijskim gospodarstvom, ki so utrpela sušo v lanskem letu, izplačali predplačila in sicer v višini nekaj več kot 9 milijonov 600 evrov. In teh upravičencev, ki so prejela ta predplačila, je bilo 6150. Do 6. marca letošnjega leta pa smo praktično izplačali že vsa neposredna plačila, torej nekaj več kot 139 milijonov, 57 600 pa še nekaj upravičencev, vse ostalo, kar nam manjka do 853, pa so tista kmetijska gospodarstva, kjer še potekajo tako imenovane pritožbe ali v povezavi zapletov glede višje sile ali pa glede smrti nosilca. Prav tako smo za sektor vinogradništva, za katerega imamo na letnem nivoju na razpolago nekaj več kot 5 milijonov in pa evropskih sredstev in nekaj več kot 400 tisoč nacionalnih sredstev, ta sredstva tudi že izplačali. Kar se tiče programa razvoja podeželja, pa smo do konec leta 2013 izplačali nekaj več kot 81 oziroma bom rekla 81% razpoložljivih sredstev, ki jih imamo v celotnem programu razvoja podeželja na razpolago, torej izplačali smo 953 milijonov evrov. Tukaj v razpredelnici vidite, koliko po posameznih oseh je bilo izplačano oziroma kakšen delež izplačil je to znašalo, pa ne bi mogoče zdaj vsakega posebej, ker to lahko boljše pogledate. Kar se tiče aktivnosti, ki jih nameravamo peljati v letošnjem letu, nekaj smo že pričeli z temi aktivnostmi. Predvsem veliko aktivnost smo že v mesecu februarju peljali glede informiranja širše javnosti, glede modela neposrednih plačil. Tako smo v mesecu februarju oziroma konec januarja, začetek in v februarju na 5 lokacijah v Sloveniji skupaj z Kmetijsko-gozdarsko zbornico, Zadružno zvezo, sindikatom kmetov, mladimi, organizirali posvete, kjer smo predstavili možnosti izbire modela, ki ga bom predstavila tudi danes v nadaljevanju svoje predstavitve. Nekako aktivnost, ki jo želimo v letošnjem letu peljati v zvezi s tem, je, da želimo do junija nekako na vladi sprejeti sklep, ki bo opredeljeval izbran model. Najkasneje do 1. avgusta pa moramo odločitev posredovati tudi Evropski komisiji. Kar se tiče programa razvoja podeželja, smo v lanskem letu že poslali v neformalno
predstavitev oziroma uskladitev na komisijo, osnutek programa razvoja podeželja, končno verzijo programa razvoja podeželja, ki ga trenutno še dodelujemo oziroma izboljšujemo, pa nameravamo posredovati na komisijo v mesecu juniju. Kar se tiče dobrobiti živali za sektor prašičereje, to je tudi ukrep znotraj programa razvoja podeželja, ki se sicer izvaja v letošnjem letu, torej v okviru starega programa razvoja podeželja, vendar je to že ukrep, ki se naslanja na nov program razvoja podeželja in tudi sredstva za ta ukrep so namenjena, bodo črpana iz novega programa razvoja podeželja, to pa zato, ker bodo vsa izplačila potekala tudi v prihodnjem letu in ne v letošnjem. Uredba je že bila sprejeta in tudi objavljena. Veliko kmetijskih gospodarstev je že s 1. januarjem pričelo z sporočanjem staleža prašičev iz svojega kmetijskega gospodarstva v register prašičev v Sloveniji. Tako da dejansko, kar se zadeva samega ukrepa, aktivnosti že potekajo, kmalu pa bodo tudi lahko pričeli vlagati zahtevke za ta ukrep, ki se pa lahko oddajajo enako kot zbirna vloga, torej do 6. maja letošnjega leta. Prav tako bomo nadaljevali aktivnosti na prehranskih verigah, zlasti na žitni, zelenjavni, želimo tudi na mlečni verigi aktivnosti. Ravno v petek smo imeli mlečno konferenco na Jamnikarjevi v Ljubljani, kjer smo poskušali izluščiti morebitna, kaj lahko sektor mleka po ukinitvi mlečnih kvot pričakuje oziroma kaj je potrebno znotraj Slovenije narediti, da bo sektor tudi v prihodnje po ukinitvi mlečnih kvot stabilen in konkurenčen napram Evropske unije, namreč Slovenija ne izvaža ravno na svetovni trg. In dejansko samo toliko, mogoče nekaj glavnih poudarkov, da povem, kateri so bili izpostavljeni. Veliko je bilo izpostavljeno na povezovanju, da moramo več narediti v celotni verigi glede povezovanja, promocije, tehnološki napredek, tako na strani kmetijskih gospodarstev, namreč trajno travinje je mogoče preslabo izkoriščeno glede na potencial, ki ga imamo v Sloveniji, namreč vemo, da imamo 2/3 kmetijskih zemljišč v uporabi, ki so pod trajnim travinjem in to je praktično najcenejša krma, iz katere pa praktično ne dobivamo dovolj energije za prirejo mleka in tukaj imamo še kar nekaj potenciala. Bilo je tudi izpostavljeno strani rejcev, da želijo, da so v okviru programa razvoja podeželja, da je delež sofinanciranja pri naložbah nižji, kot ga imamo v sedanjem programu razvoja podeželja, ampak to je čisto na kratko, no, več ne bi se na tem področju ustavljala. Prav tako pripravljamo sistemske spremembe na področju melioracij, kar se tiče vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov in pa namakanja. Prav tako želimo izboljšati prilagoditve glede podnebnih sprememb. Kot veste, minister velikokrat poudarja, da želi, da se v Sloveniji opredelijo tako imenovana rajonizacija, kjer bi lahko bila kot priporočila, da se v določenih predelih oziroma na določenem tipu zemlje ni priporočljivo saditi koruze, ker vemo, da če je koruza že v zadnjih, ne vem, toliko in toliko obdobja, vsako leto, ko smo imeli sušo, bila podvržena suši, potem se pač ne priporoča, da se na takšnih površinah sadi koruza, temveč da se raje sadi oziroma seje kakšna druga kultura. Potem prav tako bomo nadaljevali delo, ki smo ga zelo aktivno v lanskem letu peljali glede kratkih oskrbnih verig. Tukaj veste, da so bila sprejeta tako priporočila za javne zavode za naročanje teh živil, potem regijske konference smo peljali v lanskem letu, nameravamo jih peljati tudi v letošnjem. Zdaj v teh dneh bo mislim, da v Bizelskem, če se ne motim, in pa seveda moramo določiti indikatorje, ki jih bomo spremljali za te zastavljene cilje.
Vsako leto peljemo tudi projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je tudi povezan z kratkimi oskrbnimi verigami in to je 3. teden v novembru. Takrat pa je tudi letos, oziroma v lanskem letu je bila že to tudi drugi dan slovenske hrane. In v letošnjem letu se bo to tudi nadaljevalo. Želimo tudi izboljšati delo na strokovnih nalogah v rastlinski proizvodnji, žlahtnjenju. Imamo kar nekaj zakonov znotraj našega direktorata, za katere smo odgovorni, tako da imamo tudi tukaj veliko dela. Tako peljemo aktivnosti na zakon o kmetijstvu, zakon o kmetijskih zemljiščih, zakon o vinu, ki je bil že sprejet, in pa zakon o agrarnih skupnostih. Odprt imamo tudi zakon o živinoreji, kjer želimo skratka poenostaviti postopke glede priznavanja rejskih organizacij oziroma rejskih programov. Opredeliti želimo tudi sektor čebelarstva, ki praktično je sedaj nekako izgubljen znotraj dane zakonodaje, ki jo imamo trenutno na mizi. In pa seveda kampanja neposrednih plačil in pa ukrepov, kmetijsko-okoljskih ukrepov in podnebnih in pa plačil za omejene dejavnike, kjer pa se je kampanja že konec februarja pričela in aktivno poteka. Lahko rečem, da je v povprečju dnevno vnešenih nekaj več kot 1000 zbirnih vlog in ni pričakovati nekih večjih zapletov. Kar se tiče ukrepov, nekaj sem že povedala, za neposredna plačila v letošnjem letu. Neposredna plačila, glede na to, da se je reforma tako dolgo odvijala, čeprav je bilo planirano, da se bo nova reforma začela izvajati že v letu 2014, je potem zaradi zamika pogajanj oziroma zaključka pogajanj, ki so se zaključile v lanskem juniju, bila sprejeta prehodna uredba, tako da v letošnjem letu so neposredna plačila enako, potekajo na enak način, enaki ukrepi so, kot so bili v lanskem letu. Mogoče samo to, da opozorim, veliko vprašanj smo dobivali strani kmetov glede finančne discipline. Kaj to pomeni? Finančna disciplina se aktivira na nivoju Evropske komisije in to takrat, kadar Evropska komisija nima dovolj sredstev, ki jih ima v malhi, ki je namenjena za tako imenovana izvozna nadomestila, neke krizne razmere, ki so na trgu znotraj Evropske unije. In glede na to, da je bilo v lanskem letu premalo denarja, smo v Sloveniji morali izvesti, ampak to ne samo v Sloveniji, v vseh evropskih državah, razen Romunija, Bolgarija in Hrvaška, ki še niso dejansko ne prejemajo 100% plačil strani Evropske unije, smo morali izvesti finančno disciplino, to se samo reče finančna disciplina, za tista kmetijska gospodarstva, ki so prejela več kot 2000 evrov neposrednih plačil in sicer so se jim sredstva nad 2000 evrov znižala za nekaj manj kot 4%. Torej v letošnjem letu imamo na razpolago okoli 139 milijonov. Izvajali bomo shemo enotnega plačila, za katero imamo 125 milijonov, to so plačilne pravice. Potem imamo za prostovoljno vezane podpore v okviru 68. člena, pa imamo na razpolago 8 milijonov, to je za ekstenzivno rejo ženskih govedi in pa nekaj več kot 8, in pa dodatno plačilo za mleko. Prav tako pa je v okviru plačilnih pravic izplačana podpora za ohranitev živinoreje, ker to je ene vrste dodatek na plačilno pravico. Da se v zbirne vloge vlagajo, to sem že povedala, in pa navzkrižna skladnost ravno tako ostaja nespremenjena. Zakon o kmetijstvu, ne bi vsega tukaj razlagala, izpostavila bi mogoče 3 zadeve, in sicer ureditev odnosov v verigi preskrbe s hrano. Namreč v zakonu o kmetijstvu opredeljujemo ureditev plačilnih rokov za hrano in sicer postopno do leta 2016, ko naj bi od letošnjega leta, kjer je 75%, do leta 2016 prešla na 45-dnevni rok plačila. Prav tako se
vzpostavlja varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano in pa sankcioniranje v primeru nedovoljenih ravnanj. Nadalje bi izpostavila tudi to, da urejamo tako imenovane dvoživke, naprimer kmetijsko gospodarstvo, ki ima registriran tudi SP, skozi katerega želi prodajati enake proizvode, kot jih želi prodajati skozi kmetijsko gospodarstvo, tega več ne bomo dovoljevali. Ali boš prodajal vse preko SP-ja ali pa preko kmetijskega gospodarstva. In pa seveda celovito urejamo tudi dopolnilne dejavnosti. Tukaj mogoče samo to, da poudarim, do sedaj je bila v bistvu maksimalni prihodek na člane kmetijskega gospodarstva v višini 1,5 povprečne plače, letne minimalne povprečne plače. To sedaj spreminjamo in sicer na kmetijsko gospodarstvo, ne več na posamezne člane kmetijskega gospodarstva, in sicer na maksimalno 3 minimalne povprečne plače in pa na območjih z omejenimi dejavniki na 5. Predvidevamo, da bi nekako v juniju zakon lahko bil tudi že sprejet. Kar se tiče zakona o kmetijskih zemljiščih, tukaj je najpomembneje to, da dejansko uvajamo tako imenovana trajno varovana območja z trajno varovanimi kmetijskimi zemljišči, ki jih bodo morale občine določiti v okviru OPN-jev, in sicer naprimer se bodo morale določiti v višini 80% tistih kmetijskih zemljišč, ki so po dejanski rabi njive, se pravi vsa kmetijska zemljišča, ki so bodisi kmetijska zemljišča ali gozd in so po dejanski rabi njive, trajni nasadi, travniki, se bodo vključile v izračun določitve te kvote. Ta kvota pa se bo na nivoju lokalne skupnosti določila tako, da se naprimer v primeru, da bo v lokalni skupnosti povprečna bonitetni razred teh kmetijskih zemljišč na nivoju bonitetni razred 40, bodo morala iti v to kvoto trajno varovanih kmetijskih zemljišč tista zemljišča, ki imajo boniteto nad 40. Vendar pa ne bo potrebno, da gredo vsa kmetijska zemljišča, ki so nad 40 v to kvoto, ampak minimalno 80%. Prav tako opredeljujemo načrtovanje kmetijskih objektov na kmetijski namenski rabi. To bo seveda podrobneje opredeljeno vse z podzakonskimi akti. Dovoljujemo, da se na vseh kmetijskih zemljiščih postavljajo rastlinjaki s prefabrikati. Na trajno varovanih kmetijskih zemljiščih pa bodo dopustni kmetijski objekti, ki po velikosti ne bodo smeli presegati enostavnih objektov. Na ostalih kmetijskih zemljiščih pa bodo dopustni objekti, se pravi kmetijski objekti, ki po velikosti ne bodo smeli presegati nezahtevnih objektov. Kar se tiče zakona o agrarnih skupnostih, veste, da ga po 20 letih končno je dejansko spisan in pripeljan do te faze, da je praktično usklajen z deležniki. Nov sistem zakona bo seveda omogočil primerno gospodarjenje s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, ki so v lasti članov agrarnih skupnosti. Premoženje članov agrarnih skupnosti je nedeljivo. Agrarne skupnosti ne bodo smele opravljati pridobitne dejavnosti, lahko pa bodo imele dopolnilno dejavnost. Presežki se bodo lahko delili med člane agrarne skupnosti, vendar v neki omejitvi. Preostali del pa bo agrarna skupnost morala nameniti posodabljanju oziroma vzdrževanju teh kmetijskih zemljišč. Agrarna skupnost tudi ne bo pravna oseba, lahko pa nastopa v pravnem prometu in v postopkih pred državnimi organi. Zastopal jo bo predsednik. Uredilo se bo tudi dedovanje po pravilu enega dediča in pa možnost prenehanja agrarne skupnosti. Časovnico jo vidite spodaj, nekako predvidevamo, da bi
začetek aprila bil zakon obravnavan na vladi Republike Slovenije. Zdaj bom pa nekaj več pozornosti namenila možnosti izbire modela neposrednih plačil za novo finančno obdobje do leta 2020. Veliko je že bilo povedanega, pa mislim, da je tudi kolegica iz Evropske komisije, gospa Tome, zelo podrobno predstavila možnosti, tako da se ne bom predolgo zadrževala tukaj. Rada bi samo povedala, da v bistvu tudi z novim sistemom se plačilne pravice ohranjajo, enako kot so sedaj. Vendar se bo dejansko za izračun teh vrednosti plačilnih pravic potrebno odločiti, kateri model bomo izbrali, in to bom tudi v nadaljevanju povedala. Obvezno moramo imeti plačila za zeleno komponento, za katero moramo nameniti 30% nacionalne ovojnice, ki pa se seveda do leta 2019 znižuje iz 139 milijonov na 134,3 milijone evrov. Potem možnost imamo izbire tudi za redistributivno plačilo, o katerem bom povedala tudi več kasneje. Shema za male kmete je obvezna za države, prostovoljna seveda za mlade kmete. Shema za male kmete, tukaj v desnem kotu, je praktično prostovoljna za države in prostovoljna za posamezne kmete, ki se pa seveda morajo odločiti nekako do oktobra naslednjega leta, ali gredo v shemo ali pa v shemo ne bodo vstopili. Imamo pa tudi možnost prostovoljno vezanih plačil, bom pa tudi več povedala v kasnejših predstavitvah. Splošno lahko vežemo 13% nacionalne ovojnice plus dodatna 2%, vkolikor se odločimo, da proizvodno vežemo tudi beljakovinske rastline. Kar se tiče aktivnega kmeta, veliko govorimo in veliko verjetno ste že tudi slišali glede aktivnega kmeta. Naj povem, da je aktivni kmet bilo možno določiti tudi že v dosedanjem obdobju, vendar je od vseh držav članic Evropske unije to izvajala le Nizozemska do sedaj. Tudi v prihodnje, ko imamo to možnost, obvezna je sicer tako imenovana negativna lista, kar pomeni, da tisti, ki so na tej listi, niso upravičeni do neposrednih plačil prvega stebra. Država pa seveda ima možnost, da po dveh kriterijih določi še dodatne kriterije, ki pa so vezani na prihodek iz kmetijske dejavnosti, kamor pa štejejo tudi neposredna plačila. Neposredna plačila so dohodkovno plačilo in se štejejo kot dohodek iz kmetijske dejavnosti. Kolikor smo se pozanimali tudi pri ostalih državah članicah, se razen Litve nekako nobena druga država ne nagiba k temu, da bi vzpostavila to administrativno zelo obremenjujoče, zaradi kontrol je to problem, ker to je potem potrebno kontrolirati vsako leto. Eno leto si lahko aktivni kmet, naslednje leto, če tega ne izpolnjuješ, padeš iz sistema in v sistem praktično ne moreš več vstopiti, ker ne moreš priti do plačilnih pravic. Torej, praktično nobena druga država, razen Nizozemske, ki to že izvaja, in Litve, ki pač želi to vzpostaviti, vendar imajo velike težave, se ne nagiba k temu, da bi določili aktivnega kmeta. Torej, kar se tiče sheme osnovnega plačila, to danes poznamo kot regionalno plačilo. Vemo, da imamo danes dve višini plačilnih pravic, za njive in za trajno travinje. Za njive je vrednost plačilne pravice 332 evrov, kar je 3-krat več kot za trajno travinje, ki je pa na nivoju 108,7 evra na hektar. Omenila sem, da sistem ostaja vezan na plačilne pravice. Imamo pa 3 možnosti glede plačilnih pravic. To je, da ohranimo trenutne plačilne pravice, ki so danes v obtoku in ki se danes aktivirajo vsako leto, lahko pa jih razdelimo na novo. In sicer, če se odločimo za novo dodelitev, jih lahko dodelimo samo tistim kmetijskim gospodarstvom, ki so bila v sistemu neposrednih plačil že v letu 2013.
Lahko pa naredimo še tudi kakšno izjemo in sicer lahko rečemo, vemo, da vinogradniki danes nimajo plačilnih pravic, vinogradniške površine nimajo plačilnih pravic. Lahko pa rečemo, da v novem obdobju bomo dali plačilne pravice tudi za vinogradniške površine. In pa seveda tudi za druge izjeme, naprimer tista kmetijska gospodarstva, ki bi eventualno v letošnjem letu prejela iz nacionalne rezerve plačilne pravice, kajti ti kmetje ne bi bili v sistemu plačilnih pravic tudi že v letu 2013 in takšne bi pač lahko rešujemo. Zdaj, tukaj, kar je v zelenem, vidite, da če bi se odločili, da tudi vinogradniške površine vključimo in pa rastlinjake, da bi bilo to okoli nekaj več kot 10.000 dodatnih hektarjev, glede na tisto, kar sem povedala v začetku, ko jih imamo 446.000. Oziroma ne, 432, tukaj od spodaj vidite, 432.000 plačilnih pravic je bilo v letu 2013 aktiviranih. Dodeljenih pa bi lahko bilo 448 v primeru, da bi se odločili za ta tretjo varianto. Kar se tiče sheme za male kmete, to je shema, ki je prostovoljna, za katero se država odloči ali pa tudi ne. Mi se zavzemamo, nagibamo k temu, da bi to shemo seveda v Sloveniji upeljali. Zakaj? Shema ima tudi pozitivne zadeve, in sicer tisti kmetje, ki bi se odločili, da vstopijo v to shemo, ne bi bili vsako leto kontrolirani strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja iz naslova navzkrižne skladnosti, seveda pa morajo ta kmetijska gospodarstva kljub temu upoštevati pravila navzkrižne skladnosti in so nadzirana strani uradnega nadzora, torej inšpekcije, ne pa strani agencije. Te kmetije vložijo zahtevek in dejansko ne rabijo vsako leto vlagati zahtevka, ampak odločijo se lahko samo v prvem letu, da vstopijo v shemo, medtem ko v kasnejših letih se lahko kadarkoli odločijo, da iz sheme izstopijo. Ta kmetijska gospodarstva, ki se odločijo, da vstopijo v shemo, ravno tako prejmejo plačilne pravice, vendar pa teh plačilnih pravic ne smejo dajati v zakup, niti jih prodati. Kajti v primeru, da izstopijo iz sheme in da gredo v tako imenovano osnovno shemo, v tem primeru bodo potrebovali ravno te plačilne pravice, ki so mu bile dodeljene v prvem letu. Moram pa poudariti, da ta kmetijska gospodarstva pa niso upravičena do proizvodno vezanih plačil. V primeru, da se odločimo, možnost imamo, da določimo pavšal za te kmete, ki se določi v vrednosti med 200 in 1250 evri, lahko pa se ta znesek za male kmete določi tudi tako, da se mu izračuna na način, kolikor bi dejansko dobil v shemi osnovnega plačila, potem tudi pogledaš, če bi bil potencialni upravičenec za proizvodno vezana plačila, mu to upošteva zraven, hkrati pa upoštevaš ovojnico na 2019, to je zelo zakomplicirano razložiti na enostaven način. Skratka, država v primeru, da se odločimo za pavšal, lahko namenimo za to shemo do 10% ovojnice, če pa gremo na tisto varianto, kar sem omenila, da se znesek plačil, da je enak vrednosti dodeljeni v leto 2015, to je za osnovno plačilo, zeleno komponento, za mlade, proizvodno vezana plačila in se potem to plačilo vsako leto prilagaja glede na to, ker ovojnica tudi pada do leta 2019, v tem primeru pa se lahko ovojnica nameni več kot 10%. To sem zdaj vse povedala. Aha, mogoče tale informacija bo zanimiva. Trenutno imamo 22% kmetijskih gospodarstev, ki prejema do 500 evrov neposrednih plačil. In od teh 22% od 57.000 prejema, več kot polovico jih prejema do 300 evrov. To je posledica tudi tega, ker imamo zelo nizek vstopni prag. Trenutno imamo vstopni prag 0,3 hektarje. In mi se dejansko zavzemamo, da bi ta prag
dvignili za novo obdobje. Vse države članice znotraj Evropske unije imajo prag od 1 do 3 hektarjev oziroma od 100 do 300 evrov v primeru, da se odločiš za finančni prag. Mi pa Ciper oziroma Malta smo edini državi, ki imamo izjemo. Mi imamo prag določen na 0,3 hektarja. In če bi, na primer, prag dvignili, imamo na 1 hektar, v tem primeru bi bilo potencialno, ni rečeno, da bi to lahko ta kmetijska gospodarstva potem vzamejo v zakup tudi ali pa dokupijo kmetijsko zemljišče, vkolikor imajo to možnost, da potem pridejo na ta prag 1 hektar, bi bilo okoli nekaj več kot 2000 kmetijskih gospodarstev, znesek je pa okoli 500 milijona evrov. Se pravi, 500 milijona evrov bi nekako lahko prerazporedili kmetijskim gospodarstvom, ki so velika 1 ali več hektarjev, v primeru, da prag dvignemo. Kar se tiče prostovoljno proizvodno vezanih plačil, omenila sem že v začetku, da imamo možnost vezati 13% nacionalne ovojnice in plus dodatna 2% v primeru, da proizvodno vežemo tudi beljakovinske rastline. Proizvodno vežejo se lahko vsi sektorji, razen čebel, konjev, prašičev in perutnine. Tekom razprav, ki smo jih imeli po Sloveniji, je bilo nekako zaznati, da se najbolj nagibajo tudi sami kmetje oziroma uporabniki za proizvodno vezavo mleka, govejega mesa, beljakovinskih rastlin in to je to. Tega dvojega. Seveda pa moram poudariti, da moramo v tem primeru potem zadevo priglasiti komisiji in znati argumentirati, zakaj ravno določen sektor proizvodno vežemo. To pa se lahko argumentira samo zaradi neke specifične oblike kmetovanja ali pa zaradi tega, ker ima sektor neko veliko težo v državi oziroma v regiji zaradi socioekonomskih okoliščin. Potem, kar se tiče pa variante modelov, omenila sem, da mi o modelu govorimo, model je praktično vse, kar bomo izbrali, ampak največji poudarek, kar vpliva na znesek, je pa v bistvu to, kako bomo določili vrednost plačilni pravici. To, kar imamo danes, da imamo njivo pa travinje različno višino, te možnosti v prihodnje več nimamo. In najkasneje do leta 2019 je potrebno, da se plačilna pravica za njivo in travinje izenačita, torej da prideta na enako višino. Ena varianta je, in sicer skozi model delne konvergence, tekom pogajanj smo o tem modelu govorili, tako imenovani irski model, ta model dejansko omogoča, da se znotraj tega modela kljub temu, ker vemo, da nekatera kmetijska gospodarstva danes prejemajo zelo veliko zgodovinskih plačil za različne sektore, na primer sladkorno peso, 5 milijonov 800 smo razdelili med kmetijska gospodarstva, pri čemer se sladkorna pesa več ne proizvaja. Sektor mleka 15 milijonov, sektor govejega mesa 10 milijonov, še več. Goveje meso 10 milijonov, cel sektor govedoreje pa tudi okoli 14 milijonov. In vse to je potem danes kot dodatek k plačilnim pravicam, tako da je vrednost posamezne plačilne pravice na posameznih kmetijskih gospodarstvih zelo različna in dosega tudi več kot 800 evrov na hektar. Na račun 332 evrov za njivo, plus vsi tisti dodatki, ki sem jih naštela. Torej, in dejansko, zdaj, ko bomo morali določati vrednost plačilnih pravic v prihodnje, imamo nekako dve varianti. Ali da gremo čisti regionalni model, pomeni, da v leto 2019 pridejo vsi kmetje na enako višino plačilnih pravic, tako za njive kot za travnike, ali pa model delne konvergence, ki pa nam nekako omogoča, da tudi po letu 2019 ohranimo en del teh zgodovinskih plačil in tudi to razliko
ker nekako lahko rečemo tudi, da je razlikovanje med vrednostjo plačilne pravice za njivo in za travnike je tudi neke vrste zgodovinsko plačilo, da se pa to kljub temu nekako poskuša ohraniti znotraj. Vendar se to potem ne vidi, to se pri kalkulacijah izračunava. Sam model pa pomeni to, da se najprej na nivoju države določi povprečje, povprečna vrednost plačilne pravice in potem vsem tistim kmetom, ki so pod 90% povprečne vrednosti plačilne pravice, se od njihove dejanske vrednosti, ki se izračuna v prvem letu, krije 1/3 te razlike do 90%. Tukaj se mogoče boljše vidi. V tem drugem delu, a ne? V tem delu. Naprimer, kmetijsko gospodarstvo, ki bi bilo na 150% povprečja, bi do leta 2019, mogoče še najprej, da tole razložim. Druga zadeva, kar je zelo pomembna, je to, da v državi lahko rečemo, da nihče ne sme imeti vrednosti plačilne pravice pod 60% povprečja. Lahko pa tudi rečemo, da nihče ne sme izgubljati več kot 30%. Lahko pa oboje hkrati, vendar če gremo oboje hkrati, praktično nam v Sloveniji zmanjka denarja, sistem sam sebe požre, mi temu rečemo po domače. No in to je ravno tole. Kmetijska gospodarstva, ki so nad povprečjem, tole je povprečje, tem kmetijskim gospodarstvom se jemlje zato, da tisti, ki so pod 90%, tem od spodaj, da jim do leta 2019 dvignemo za 1/3 in pridejo na vrednost plačilne pravice, sicer pod 90%, ampak jim dvignemo razliko od 60% do 90% za 1/3. In je njegova vrednost v letu 2019, ko je dejansko konec tega vpliva reforme, to je zaključek reforme, je nekaj nad 60%. In ti, ki so pa nad povprečjem, pa morajo denar dajati tem, ki so pod povprečjem. In ta pa dejansko pride na 120%, ker ne sme izgubljati več kot 30%. To je pa pri čistem regionalnem modelu, kar pomeni, da je praktično vrednost enaka, izenačita pa se njiva in travinje v letu 2019. Analiza učinkov. Naj povem, da so analizo pripravljali na Kmetijskem inštitutu, dr. Rednak, vsi ga verjetno dobro poznate. Analizirali smo ta dva modela, ki sem jih predstavila, in sicer v variantah, da imamo proizvodno vezana plačila v 15% in pa brez proizvodno vezanih plačil, pavšalno plačilo za male kmete in pa dejansko plačilo za male kmete. Pri obeh teh dveh omenjenih modelih. Zdaj, kakšni so učinki reforme tega, kar smo povedali? Povedala sem že, da se dejansko ovojnica znižuje od leta 2019 do 2014, pade na 134,3 milijona evrov. To dejansko samo po sebi že pomeni, da bodo kmetje prejemali manj sredstev in tudi redistribucija bo temu primerna. Zdaj, večjo negativno vpliv bodo čutila kmetijska gospodarstva, ki imajo danes v svoji strukturi plačil veliko njiv, ker vemo, da se njiva in travniki praktično bolj izenačita, in pa ki imajo danes zelo veliko zgodovinskih plačil. In ravno obratno, ugodnejša bo varianta za tista kmetijska gospodarstva, ki imajo veliko travinja in pa malo zgodovinskih plačil. Ampak to je ravno dolg tega, ker imamo danes tako, bom rekla, boljšo varianto za kmete. Te variante, da imamo zgodovinska plačila naprej in da imamo razlikovanje, te variante več ni in tega dejansko ne moremo se več iti pod nobenim pogojem, nimamo te opcije. Kar se tiče sheme za male kmete, rekla sem, da je bilo analizirano, mogoče sem to, da povem, analize so delane vse na končno leto, takrat, ko je učinek reforme končan. In do leta 2019
bodo ti učinki postopni. To ne bo učinek že v prvem letu, ampak v končnem letu, torej v letu 2019. Pri pavšalnem znesku za male kmete, naprimer, da bi bil ta pavšal med 800 in 850 evri na kmetijo, v tem primeru bi potrebovali okoli 5% ovojnice, vključilo bi se lahko med 15 in 18 tisoč kmetijskih gospodarstev, ta danes obdelujejo od 30 do 35 hektarjev kmetijskih zemljišč v uporabi in redijo od 14 do 16 tisoč glav velike živine. Ta kmetijska gospodarstva, če se spomnite, jaz sem povedala, da 22% kmetijskih gospodarstev danes prejema do 500 evrov. Seveda, ta kmetijska gospodarstva bi vsa bila precenjena, se pravi, bi bistveno več dobivala, kot dobivajo danes. V primeru, da pa bi šli dejanski znesek, kolikor bi dejansko kmetijsko gospodarstvo prejelo v shemi osnovnega plačila, v tem primeru bi potrebovali nekaj več kot 13% ovojnice, kar pomeni po drugi strani, da imamo manj denarja za osnovno plačilo, za tisto osnovno vrednost plačilne pravice. Vključilo bi se lahko predvidoma 30 tisoč kmetijskih gospodarstev, ki obdeluje med 80 in 89 tisoč hektarjev kmetijskih zemljišč v uporabi in redijo tam okoli 44 tisoč glav velike živine. Tukaj so pa učinki v odstotkih in sicer po sektorjih, regijah in težavnostnih območjih. Gre za čisti regionalni model, brez proizvodno vezanih plačil, druga varianta je regionalni model z 15% proizvodno vezanih plačil in ta v zelenem je model delne konvergence s proizvodno vezanimi plačili v višini 15% nacionalne ovojnice. Ne bom zdaj vseh teh detajlov razlagala, ampak najugodnejša varianta je praktično model delne konvergence. Kajti po tem modelu imamo tisto možnost, da dejansko delno ohranimo to zgodovinsko plačilo in tudi razlikovanje med njivo in travniki, samo v znesku se to pozna. In praktično sektorji, regije in težavnostna območja izgubljajo najmanj oziroma ekstenzivni pridobivajo manj, kot pa pri čistem regionalnem modelu. Kar je dejansko bojazen tistih kmetijskih gospodarstev, ki so danes vitalna in, bom rekla, proizvodno intenzivna. Tukaj je pa dejansko tudi v grafu prikazano. Če pogledamo ta dva grafa, prvi graf je čisti regionalni model in če pogledamo tale P41, to je sektor mleka, tukaj vidimo, naprimer, ta črna pikica pomeni, da kmetijska gospodarstva, ki izgubljajo več kot 50%, jih imamo pri, tukajle jih je, slabo vidim zdaj, jih je, ne vem, zelo majhen odstotek, oziroma pogledamo tale temno siv, med 30 in 50% izgublja slabih 20% kmetijskih gospodarstev, ki jih štejemo v sektor mleka. Če pogledamo ista kmetijska gospodarstva tukaj in potem pri modelu delne konvergence vidimo, to je tukaj, da praktično teh kmetij, ki izgubljajo med 30 in 50%, tukaj več ni. Jih je zelo majhen delež in dejansko so se ta kmetijska gospodarstva prestavila v razred izgub med 10 do 30%. To je ravno to, kar sem govorila, da sektorji in kmetijska gospodarstva pri modelu delne konvergence izgubljajo manj kot pri modelu čistem regionalnem modelu. Kar se tiče redistributivnega plačila, to je ene vrste dodatno plačilo na plačilno pravico, za katero se država lahko odloči in nameni do 30% nacionalne ovojnice, pri čemer pa ta dodatek ne sme biti višji od 65% povprečne vrednosti plačilne pravice. Tiste države članice, ki se odločijo za to redistributivno plačilo, imajo potem tudi možnost, da se pa ne rabijo odločiti za degresijo, se pravi za postopno zmanjševanje plačil nad 150 tisoč evri. Mi smo naredili tudi eno analizo,
In sicer smo analizirali kmetijska gospodarstva, kaj bi bilo, če bi na primer za prvih 30 hektarjev dali to redistributivno plačilo. Namreč lahko se da to redistributivno plačilo, ta dodatek se lahko da bodisi za povprečno, za tiste hektarje, ki je povprečna velikost kmetijskega gospodarstva v državi, v tem primeru bi za nas to pomenilo 6,4 hektarje, ali pa za največ 30 hektarjev. In zdaj mi smo analizirali to varianto do 30 hektarjev, kaj bi pomenilo, in potem varianto do 10 hektarjev. V tem primeru, v obeh primerih bi bilo plačilo okoli 50 evrov, dodatno plačilo, poleg vrednosti plačilne pravice, 50 evrov na hektar. V prvi varianti bi to pomenilo, da bi bilo 80% plačilnih pravic oziroma hektarjev podvrženih temu plačilu, oziroma 368 tisoč hektarjev. Osnovno plačilo bi v tem primeru znašalo na hektar 165 evrov, plus teh 50 evrov bi bilo potem skupaj vrednost plačilne pravice okoli 215 evrov. Učinek je praktično zanemarljiv, kajti vemo, da jemati moraš pa ravno tako nekomu, In zdaj imamo 80% površin bi bilo podvrženih temu plačilu, jemljajo pa sami sebi pri osnovnem plačilu in praktično se učinek izniči. Je nepomembno, da imamo sploh to plačilo. Samo za 3% bi bilo večjo plačilo, veliko bi izgubljala velika kmetijska gospodarstva, malo bi pridobivala pa mala kmetijska gospodarstva. In enako je potem pri 10 hektarjih, sicer bi potrebovali 7,8% ovojnice, 47% površin bi bilo potem podvrženih temu dodatnemu plačilu, učinek pa bi bil zanemarljivo večji. Kar se tiče zelenega plačila, torej zelene komponente, do 30% ovojnice se nameni za ta ukrep, izvajajo se pa trije ukrepi, raznolikost poljščin, ohranjanje trajnega travinja, površine z ekološkim pomenom, pri čemer so seveda tudi nekatere izjeme. Naj povem, da v začetku pogajanj so bili pragovi, ki jih bom tukaj tudi potem povedala, bistveno nižji in štejemo si kot velik uspeh, da smo uspeli te prage dvigniti, tako da praktično obveznih kmetijskih gospodarstev, ki morajo izvajati raznolikost poljščin, je v Sloveniji, torej več kot 10 hektarjev njivskih površin morajo imeti ta kmetijska gospodarstva, ki morajo izvajati raznolikost poljščin, in takšnih kmetijskih gospodarstv je v Sloveniji okoli 3000. Prvi prag je bil pa na 3 hektarjih njivskih površin, kar bi pomenilo bistveno drugačno sliko. Naj pa povem, da eno je, kdo mora izvajati to zeleno plačilo oziroma raznolikost poljščin, drugo pa je, kdo pa prejme to plačilo. Prejmejo ga pa vsa kmetijska gospodarstva v Sloveniji, izvajati ga morajo pa samo tisti, ki dosegajo omenjene pragove. Torej, kmetijska gospodarstva, ki imajo med 10 in 30 hektarjev njiv, morajo v raznolikosti poljščin pri tem ukrepu imeti najmanj 2 poljščini, pri katerem pa glavna poljščina ne sme biti več kot 75%. In potem nad 30 hektarjev rabijo 3 poljščine, pri čemer zopet 75 prevladojoče, od 2 skupaj 95, preostalo je pa lahko za druge poljščine. Kar se tiče ohranjanja trajnega travinja, v začetku pogajanja je kazalo, da bo to na nivoju posameznega kmetijskega gospodarstva. Zaključek je bil takšen, da smo uspeli ohraniti sistem, kot ga imamo danes, torej, da je to na nivoju države, da se spremlja, pri čemer pa v primeru, da se trajno travinje zmanjša za več kot 5%, v tem primeru pa moramo imeti sistem, ki gre na nivo posameznega kmetijskega gospodarstva. Torej, če bodo kmetije preveč preoravale trajno travinje in ga bomo znižali za več kot 5%, potem bodo ta kmetijska gospodarstva morala te njive nazaj zasejati s travo, da bomo nazaj vzpostavili ravnovesje, za katerega moramo pač jamčiti. Kar se tiče površin z ekološkim pomenom, tukaj je prag več kot 15 hektarjev njiv in v Sloveniji imamo
slabih 1700 kmetijskih gospodarstev, ki bodo obvezna izvajati površine z ekološkim pomenom. To so praktično površine, ki prispevajo k ohranjanju kakovosti podtalnice, biodiverziteti in pa ohranjanju humusa v tleh. Izračunavajo, v prvih letih bo to kmetijsko gospodarstvo moralo zagotoviti 5% teh površin, potem bo en pregled, kaj se dogaja na terenu in od leta 2018 naprej nekako se računa na 7%. V te površine pa praktično štejejo praha, terase, krajinski elementi, varovane površine, površine z naknadnimi posevki in ozelenitvijo, pasovi o upravičenih hektarjev ob gozdu, se pravi površine, na katerih so rastline, ki vežejo dušik, površine s hitro rastočim panjevcem in pa ekvivalentnimi ukrepi. Mi iz tega nabora nekaterih sploh ne moremo izvajati, ne zavzemamo pa se za krajinske elemente, to so tako imenovane mejice. Namreč veste, da smo v dosedanjih letih vse te mejice morali izločati iz LPIS-a. In zdaj, da bi pa te mejice dejansko nazaj noter vključevali, je pa praktično nesmiselno. Poleg tega pa to pomeni zelo veliko administrativno breme, ne samo za administracijo, ampak tudi za kmete, pri čemer pa to tudi nič ne bi pomenilo. Namreč, če bi se za to odločili, bi morali mejice vrisavati povsod, po celi Sloveniji, na njivah in na travnikih, pri čemer pa bi se v teh 5% štele samo tiste mejice, ki so na njivah, oziroma mejijo na njivske površine, ne pa tiste, ki jih imamo na travnikih. Vemo pa, da jih imamo večinoma na travnatih površinah. Tako da nekako mi se nagibamo k prahi, potem k rastlinam, ki vežejo dušik, potem pasovom upravičenih hektarjev ob gozdu in pa površine z naknadnimi posevki in ozelenitvijo. Kar se tiče ekvivalentnih ukrepov, bom tudi mogoče tole, ekvivalentne prakse, kaj to pravzaprav pomeni. Mi sicer se lahko odločimo, da tista kmetijska gospodarstva, ki izvajajo v okviru kmetijsko-okoljskih in podnebnih plačil primerljive prakse, kot je na primer diverzifikacija, pa če imajo kolobar, ali pa ne vem, ohranjanje travinja, kakorkoli, da bi lahko šteli, da pa v okviru zelene komponente jim tega ni potrebno izvajati. Vendar kaj to pomeni? To pomeni, da pa ta kmetijska gospodarstva ne bi dobila celotnega plačila za kmetijsko-okoljski in podnebna plačila. In bi jih morali, se pravi KOP, bi morali znižati za 1/3 vrednosti plačila za zeleno komponento. Če pa se ne gremo ekvivalentnih praks, pa dobi kmet celotno plačilo za zeleno komponento in tudi za kmetijsko-okoljska plačila. Zdaj, zelena komponenta se lahko izračunava na 2 načina. Eden je, da gremo v pavšalni znesek, nekako smo računali, da to bi potem približno bilo na nivoju 90 evrov na hektar, ali pa da gremo sorazmerni del vrednosti plačilne pravice posameznega kmetijskega gospodarstva. Kaj to pomeni? To pomeni, da tista kmetijska gospodarstva, ki bi imela višjo vrednost plačilne pravice, bi sorazmerno tudi dobila višje zeleno plačilo. Na primer, kmetija, ki bi imela vrednost plačilne pravice 300 evrov, bi dobila 30%, od 300 evrov je 90 evrov na hektar zelene komponente. Tista kmetija, ki pa bi imela vrednost plačilne pravice 200 evrov, bi pa dobila zeleno plačilo samo 60 evrov na hektar. In tudi iz teh predstavitev, ki smo jih imeli po Sloveniji, je bilo zaznati, da se nekako vsi tisti, seveda, ki so bili tam na teh predstavitvah, zavzemajo za sorazmerni del zelenega plačila. Torej, večjo kot imaš plačilno pravico, večjo zeleno komponento dobiš. Kar se tiče dodatnega plačila za mlade kmete, to je obvezna shema, ki jo moramo v državi izpeljati. Namenimo lahko do 2% nacionalne ovojnice. Kdo je pa upravičen? Upravičeni so tisti kmetje oziroma mladi kmetje, ki so
stari največ 40 let, ko vložijo zahtevek in so prvič nosilci kmetijskega gospodarstva ali pa so postali prvič nosilci v zadnjih 5 letih. Naprimer, tisti kmet, ki je postal prvič nosilec v letu 2008, to ne gre za prevzemnike skozi program razvoja podeželja, nosilec, to je tisti, ki vlaga zbirno vlogo kot nosilec. Če je bil to že v letu 2008, pa bo kasneje skozi program razvoja podeželja bil kot mlad prevzemnik, ker tam je pa drugače, ne bo upravičen do tega plačila, zato ker je postal nosilec že v letu 2008. To plačilo bo lahko prejemal največ 5 let, lahko se pa izračuna na različne načine, 4 variante so. Eno je, da je 25% vrednosti plačilne pravice tega dotičnega kmeta, druga varianta je, da je 25% povprečne vrednosti v državi, kamor se potem šteje tudi zelena komponenta in zdaj trenutno mi tudi še analiziramo, kaj bi dejansko bilo najugodneje za te mlade kmete. V registru imamo sicer upisanih nekaj več kot 5000 kmetov, ki so mlajši od 40 let. Kar se pa tiče tukaj bi vam pa mogoče samo še plastično predstavila, kaj dejansko pomeni ta razložena, ta dva modela, čisti regionalni model in pa model delne konvergence na konkretnih primerih. Prva je govedorejska kmetija iz Podravja, ki ima danes, obdeluje 31 hektarjev, trenutno prejema nekaj več kot 12 000 evrov neposrednih plačil, brez proizvodno vezanih plačil. Kaj bi za to kmetijo pomenilo v primeru čistega regionalnega modela in kaj v primeru delne konvergence? Vidite, da v primeru delne konvergence bi to kmetijsko gospodarstvo v letu 2019 prejelo nekaj več kot 9400 evrov, danes 12400. Do leta 2019 pa bi se iz približno tega znesek postopno zniževal do 9400. Pri čistem regionalnem modelu bi bil znesek 7900 evrov. Postopno bi se zniževalo od 12000 na 7900. In v primeru redistributivnega plačila bi ta znesek bil 8700 evrov. In drug primer je prašičerejska kmetija, ki ima danes 15 hektarjev, prejema 6000 evrov, to kmetijsko gospodarstvo bi v letu 2019 prejemalo 4500 evrov, po delni konvergenci postopno bi bilo zniževanje, pri čistem regionalnem modelu 3800 in z redistributivnem okoli 4000 evrov. Zdaj mogoče še samo nekaj informacij, kako se odločajo druge države članice. Naprimer, Nemčija se je odločila tudi za redistributivno plačilo, za prvih 30 hektarjev bodo dali 50 evrov in za naslednjih 16 30 evrov višji znesek. Zakaj oni 46 hektarjev? Zato, ker je njihova povprečna velikost kmetije 46 hektarjev. Mi ne moramo dati 46. Uporabili bodo shemo za male kmete, prag bodo določili na 90 hektarjev, to sem prej pozabila povedati, naprimer, to dodatno plačilo za mlade kmete se lahko izplača za določeno število hektarjev. Ti hektarji pa se določijo na nivoju države med 25 in 90 hektarji. Mi mislimo, da nobenega problema ne predstavlja, če določimo ta prag na 90 hektarjev. Denarja je dovolj, ovojnica je do 2%, tako da sredstev je dovolj na razpolago. Nemci so se pa kljub temu odločili, da bodo 4,5% ovojnice iz neposrednih plačil prenesli v program razvoja podeželja. Francija predvideva model delne konvergence, proizvodno bodo vezali beljakovine,
Potem tudi gorske kmetije bodo to kompenzacijsko plačilo bodo povišali, proizvodno bodo vezali mlečne krave, to smo se tudi zdaj v petek z francoskim predstavnikom ministrstva tudi pogovarjali, in pa proizvodno bodo vezali tudi govedo. To je, kar se tega tiče. Avstrija ravno tako predvideva model delne konvergence, uporabili bodo redukcijski koeficient pri trajnem travinju, to je tisti redukcijski koeficient, ki smo se skupaj z Avstrijci tekom pogajanj zavzemali. V čem mi vidimo slabost tega koeficienta je ta, mi smo sicer želeli, da bi ta koeficient pomenil, da se za trajno travinje, ki je bodisi na neki nadmorski višini ali pa ima slabše pridelovalne pogoje, da bi se znesek znižal. Vendar temu ni tako, ampak je določeno, da moraš dati manjše število plačilnih pravic. To pa pomeni, da bi imeli kar precejšen del površin brez plačilnih pravic. Bojimo pa se zato, ker to bi pa pomenilo potem dodatno opuščanje proizvodnje na teh območjih. Imeli bodo tudi shemo za male kmete in pa za proizvodno vezana plačila za krave dojilje, pa tudi za mlečne krave. Finska je edina država, ki bo ohranila trenutne plačilne pravice in bodo postopno do leta 2019 prišli na enotno plačilo. Ne bodo imeli sheme za male kmete, prostovoljno vezane podpore bodo imeli za sektor živinoreje. Kar se tiče površin z ekološkim pomenom, bodo imeli praho, beljakovinske rastline, naknadne dosevke. Velika Britanija se je odločila, da bo 12% ovojnice neposrednih plačil prenesla v program razvoja podeželja. Šli se bodo ekvivalentne prakse, imeli bodo degresivnost, to je obveza za vse države, razen za tiste, ki se gredo redistributivno plačilo in namenijo več kot 5% nacionalne ovojnice za redistributivno plačilo. Torej, degresija pa pomeni, da se tistim kmetijskim gospodarstvom, ki prejemajo več kot 150 tisoč osnovnega plačila brez zelene komponente, odšteta je tudi plača, znesek nad 150 tisoč zniža za 5%. Kar se tiče aktivnega kmeta, bodo imeli samo negativno listo. Trenutno imajo 3 višine plačil, ker imajo različne regije, tako da zdaj bojo pa to izenačili. Ne bi pa se osredotočala na program razvoja podeželja. Toliko z moje strani, vem, da sem bila malo bolj dolga, ampak v nadaljevanju bo pa kolegica predstavila tudi program razvoja podeželja. Hvala lepa.